sajenje v jesenskem ali pa potem tudi v spomladanskem času seveda najprej potrebujemo kvalitetno sadiko z dobrim koreninskim sistemom, dobro zraščeno cepljeno mesto in primerno veliko. Potem rabimo količek, kateremu privežemo sadiko v prvih letih, obvezno pri vseh sadnih sadikah, zato da se dobro ukorenini, pozneje pa samo pri šibko rastočih jablanah. Potem tam, kjer je nevarnost voluharja, potrebujemo mrežo, s katero zaščitimo korenine, da voluhar ne more do njih. In pa potem potrebujemo še seveda hlevski gnoj, ki je predvsem vir organske snovi in mikroorganizmov, in pa mineralno gnojilo, mineralnega gnojila nekje dobre četrt kilograma na sadiko in pa nekje okrog 10 kilogramov hlevskega gnoja. In pa mogoče še, če zemlja ni ravno najboljša, dodamo še nekaj starega uležanega komposta. No, sadiko pred sajenjem pripravimo. Če smo jo potegnili direktno iz zemlje, potem ni treba, da jo še kaj namočimo, ker je koreninski sistem vlažen. Moramo pa vedno debelejše korenine malo prikrajšati, zato da se potem na tem mestu, da je rana lepa, da se tukaj lepo zaraste in da mlade koreninice čim bolj hitro odženejo. In pa lahko mogoče še kakšne prav nizke stranske poganke, če so še na sadiki, odrežemo, tako da je spodnji del očiščen, da potem ni potrebno po sajenju tega delati. Če gnojimo s hlevskim gnojem ali pa s kakšnim nadomestkom organskega gnojila, kot so briketirana razna organska gnojila, najprej damo nekaj gnojila čisto na dno jame in potem to pokrijemo z zemljo. To pa zaradi tega, da potem, ko damo v sadilno jamo mrežo proti voluharju, da ne pride mreža direktno na gnoj, ker v tem primeru prehitro razpade. No, ko je mreža v jami pripravljena, potem skozi luknjo v spodnjem delu mreže postavimo še kov, v katerem bomo pozneje privezali sadiko. Potem, če imamo malo slabšo zemljo, jo zmešamo z kompostom in to mešanico potem damo v mrežo. V notranji del, tam, kjer bodo najprej korenine. Takole. Če je dovolj suha zemlja, rahlo potlačimo. In zdaj smo pripravljeni, da bomo v mrežo postavili sadiko. Sedaj, ko smo dali sadiko noter v mrežo, še korenine zasujemo s preostalim delom zmešane zemlje in komposta. Sadiko rahlo potresemo, da se zemlja dobro razporedi okrog korenin. Rahlo potlačimo in potem stisnemo mrežo zgoraj skupaj, takole, da preprečimo voluharju, da bi prišel v notranjost mreže, da bi nam poškodoval korenine. Zgornji del debla zaščitimo še z koščkom mreže, da ne more priti v notranjost od zgoraj. Takole. Ko je sadika koreninski del zavit z mrežo, potem po zunanjem delu sadilne jame, ne pa na mrežo, damo nekaj malega mineralnega gnojila in ga prekrijemo z zemljo. Prekrijemo zemljo tudi mrežo in ko je mreža pokrita, dodamo preostanek hlevskega gnoja po obodu krošnje. In to potem še rahlo pokrijemo z zemljo.
in potlačimo. In potem še zemljo, ki je ostala ob izkopu, razporedimo v sadilno jamo. Dodamo še malo mineralnega gnojila. In še zopet nekoliko potlačimo. Zdaj, če je zemlja zelo mokra, potem tlačimo ne, ampak vse skupaj sadimo bolj v kupček, se bo potem pozneje zemlja sama posedla. Ker če pa mokro zemljo premočno tlačimo, potem pa stisnemo zemljo tako, da koreninski sistem ne pride do zraka in zaradi tega potem sadika slabo raste. No, ko je sadika posajena, potem jo še privežemo k ličku. Zavežemo v obliki osmice. Ko je sadika privezana in posajena, potem jo v jesenskem času, če je sušno obdobje, še zalijemo. Ni nam treba pretiravati. Če pa sadimo spomladi, predvsem poznejše, v recimo konec marca ali pa še celo v začetku aprila, pa je zalivanje obvezno in takrat moramo potem tudi pozneje parkrat zaliti, čim nastopi malo sušnega obdobja, da bodo korenine imele dovolj vlage, da sadika na začetku lahko normalno raste. In čisto na koncu, ne jeseni, ampak v spomladanskem času sadiko še prikrajšamo na primerno višino. Še prej pa vse stranske poganke, ki morda so še na sadiki, nižje od pol metra očistimo, tako da je deblo čisto. In potem jablane nekje recimo na podlagi MM106, to je srednja rast, tako kot je ta sadika, prikrajšamo približno na višini 90 cm. Odrežemo poganke, ki so nekje do višine pol metra, če so še na sadiki, in potem sadiko nekje na višini približno 90 cm prikrajšamo. To je za jablane na MM106 oziroma malo nižje na M9 podlagi. Dočim ostale koščičarje in te pa režemo malo višje, nekje na 1,20 do 1,20 m, odvisno pač kako visoko deblo želimo imeti. Namreč iz zgornjega brsta pa iz drugega ponavadi požene močna poganka navpično, ostali, ki so pa nižje, nam pa dajo potem tiste prve stranske veje, ki bodo glavne nosilke rodnosti v poznejšem času. Če so sadike močne in pri koščičarjih še to rano tukaj na vrhu zamažemo s cepilno smolo. No, čisto na koncu mogoče še to, da predvsem v jesenskem času in če sadovnjak nimamo ograjen, potem je dobro, da zaščitimo sadiko, predvsem to mlado, pred zajci in pred divjadjo, da nam čez zimo tega ne poškodujejo in potem naslednje leto seveda tudi skrbimo, da nimamo bolezni in škodljivcev na sadiki, se pravi, da čim prej dobi rodni volumen in pozneje rodi pridelek, ki ga želimo.